Tako pa smo vas le dočakali, ne, gospod Pavle. Čakali smo vas že v začetku februarja, pred kulturnim praznikom, pa ste morali na bolniško, na operacijo kolkov. Zdaj ste v Toplicah. In povejte takole najprej na začetku, kako poteka zdravljenje. Ste že v polnem zagonu? Najprej dober večer vsem skupaj in sem vesel, da sem z vami, predvsem v taki eminentni družbi, gospa Erika, gospod Renato. Jaz spremljam te vaše večere, veste, preko družbenih omrežij in kot ste videli, imam dve palici za samo obrambo, veste. Niso včasih enostavni zame, ne, veste, to je, kaj bi rekel, no, ljudje niti ne vejo, kako taki živimo, ne, ki nismo po, kaj bi rekel, ne, po modelu. Zdravljenje poteka odlično in zdaj zanj sem Jožetu rekel, možini, ne, sva na ti, sem rekel, veš kaj, jaz bi vendarle ortopedsko kliniko Valdoltro nekako izpostavil v tem pogovoru. Ne preveč, je rekel, mogoče malo vmes, ne. Ampak zdaj res moram reči, da je to, kaj bi rekel, jaz prav občudujem zdravniško osebje, kjerkoli, se mogoče da med vami kdo, da imajo toliko, bi rekel, profesionalnosti, potem prijaznosti v tem okolju, ko pač oblast hujska ljudi proti njim. Tudi v Šmarjeških Toplicah so na izjemno visokem nivoju, tako da sem zaenkrat zelo zadovoljen. Problem je seveda so leta, kilogrami in pa sive lasje. Ste pa bolj šarmantni, ob tako šarmantnem glasu, še s sivimi lasmi. Seveda, dober večer vsem skupaj. Za začetek sem seveda najprej povprašal našega gosta, kakšna je situacija. Ob tej priložnosti bi se zahvalil tudi našemu nepogrešljivemu Otonu, ki je poskrbel, da je prišel dokaj pravočasno, gospod Pavle, na današnjo srečanje in mislim, da si tudi Oton zasluži poseben aplavz. Hvala Eriki in Renatotu, da sta vas takole lepo pospremila v današnji večer. Seveda, kulturni praznik je za nami, že skoraj 3 tedne od 8. februarja, je pa res, da je februar kulturni mesec in prav danes se izteka ta mesec kulture. Zato posvečamo današnji večer, današnji pogovor z vami prav slovenski kulturi. Pozdravljamo vas tudi iz Evropske prestolnice kulture. Kot veste, je Nova Gorica skupaj z Gorico postala prav 8. februarja Evropska prestolnica kulture. Lepo je bilo tukaj na sami otvoritvi pred občinsko stavbo. Lepo je, da se Gorici združujeta ne le v kulturnem smislu, ampak tudi drugače. Seveda pa se lahko vprašamo, ne, kako da Nova Gorica ne da Tita, ki nas spremlja s Sabotina. Gorica, onkraj meje pa ne Benita Mussolinija, namreč še vedno ostaja častni občan Gorice po sklepu svetnikov tamkajšnjega občinskega sveta. In to v tem 21. stoletju izgleda, ne bom rekel samo čudno, ampak tudi zelo žalostno. Kaj bi rekle vse te žrtve, ki so pretrpele oba ta totalitarna režima, sistema ob takšnem početju, da nista zmožni Nova Gorica in Gorica se otresti teh mračnih časov in reči, temu je treba narediti konec. Veste, iz vaših besed sodim, da razmišljate podobno kot jaz, ne. Ampak zelo veliko ljudi razmišlja popolnoma drugače, ne. Tako da meni ni čudno, da v teh časih, ko imamo razne politične stranke in ki so seveda
šle v to duhovno nasledstvo obeh ideologij, ne? Ker zdaj, če pogledamo, kaj je fašizem, ne? To se pravi, mi imamo danes v tej državi, samo ne sme se reči fašizem, ne? Ampak to se pravi korporativno ekonomijo, ne? Ki je povezana z državo. Poglejmo, kaj se dogaja, ne? Slovenija je, jaz bolj gledam statistike, veste, ne? Slovenija mislim, da je v vrhu evropskih držav, kjer so pri javnih natečajih je samo en izbran, ne? Druga stvar je, ne, jaz se politično ne opredeljujem, čeprav me imajo za ta črnega, ne, in to prav, kako bi rekel, klerofašist, klero ne vem kaj, potem bil sem tudi že janšist, bil sem na nekem spisku, ne, za eliminacijo, gospod Renato verjetno ve, ne, ampak nihče se ne oglasi. To se pravi, vse te inštitucije, ki jih imamo v Sloveniji, od nekih varuhov, ne vem česa in vse, nihče se ne oglasi. Tam je bil, to se pravi, nek človek, ki je javna oseba, bil je celo v ljubljanskem mestnem svetu, je, mislim, da tam poleti, to se pravi tisto leto, ko so bile volitve, da pisal janšiste, ne, kateri smo, in to se pravi sledi eliminacija, dobesedno je tako napisal zdaj, kako se on to predstavlja, jaz ne vem, ne, in od teh so že vsi eliminirani, bilo nas je mislim, da 7, razen Mitja Okorna, filmskega režiserja, ki je šel čez mejo, ne, in pa mene, ki sem že na pol v penziji in pravzaprav hodim samo po teh groznih, črnih, desničarskih telih srečanjih, kot je na primer vaše, ne, drugam se me pa ne upajo povabiti. Zato, ker če ima na primer kaka občina nek projekt z državo, a veste, v Sloveniji se več ali manj vsi poznamo med sabo, ne, tako da je temu tako, ne. Zdaj pa, veste, kar se tiče, jaz ne razumem mladih ljudi, recimo tem razumnikom, no, intelektualce, ne, da oni ne vidijo, da je ta globalizem, pravzaprav, oni so me za levičarja, ne, ampak to se pravi, globalizem je zame samo spoj špekulativnega kapitalizma, ampak tistega najbolj črnega, ne, in pa levičarske ideologije. Oni te špekulacije enostavno odmislijo, ne. A veste, jaz rečem, kje pa je zdaj, se vendar je, a veste, in zdaj ta zamenjava, ne, ja, kdo pa zdaj brani, kdo pa zdaj, jaz jih potem sprašujem, ker v tem mojem okolju je 99,9999999% mislijo tako, kar sem zdajle povedal, ne. Podobno kot razmišljam jaz, nas je ene par, ki se upamo na glas povedati, jih je pa nekaj takih, ki se ne upajo. Jaz to popolnoma razumem, ker imajo družine, ker so na začetku, v sredini kariere, ne, in ne bodimo naivni, ne. V tistem hipu se kariera ustavi, a ne. Zdaj jaz sem zelo na široko govoril, ne, sem povedal, ja, a veste, zame sta to dva totalitarizma, ki sta si pa v bistvu zelo blizu, zdaj bojo verjetno eni skočili name, ne, da kaj, jaz sem nek fašist, klele, ki nekje, kaj bi, usporejam, ne, ta dva človeka, ki ste jih navedel, ampak vemo šteti žrtve, ne? Vemo šteti žrtve. Na koncu koncev je Evropa sama obsodila vse totalitarizme. Razen Slovenije. Ja, Slovenija komunizma noče, ne, in prav tu je problem, ne. Seveda ne. Zato tudi v bistvu tega spomina na žrtve komunizma 17. maja nimamo več uradno, ne. Ja, a veste, jaz razumem to, da je, bi rekel, po slovenskih pokrajinah so bile stvari zelo različne, ne. Vi tu na Primorskem ste imeli fašizem,
in ste od blizu videli, kaj to je, ne, in ste verjetno, kako bi rekel, z letom 45, če ne, ampak potem, ko je ta rapalska meja padla, ne, da so se neke stvari spremenile, ne. Jaz pa izhajam iz tistih krajev, kjer je bilo izjemno močno revolucionarno nasilje in predvsem to ljudi poštenih, domoljubov, vernih, za nikogar, ki jih jaz poznam, da so bili ubiti, da bi bili izdajalci. Tega pojma pri nas ni bilo. A veste, pri nas je bila ta zavest, torej jaz sem tam blizu Vrhnike, in tam je, jaz šele zdaj razumem, pri teh letih, to se pravi, to je bilo 23 let po koncu Prve svetovne vojne, ne? In vsi ti možaki so bili še avstro-ogrski vojaki, so se borili tukaj na Soški fronti in ve se, kaj je Italija naredila, ne? Da je potem bila meja tam, kjer je bila, ne? In ti ljudje so to čutili kot izdajstvo. In mi smo bili pod italijansko okupacijo in tudi naš župnik, gospod Franc Nastran, on je bil izjemen narodnjak, narodno zaveden, on je bil vojaški kurat tam na fronti v Galiciji. A veste, teh okupatorjev pri nas nihče ni maral, ampak potem, ko se je začelo revolucionarno nasilje, najprej so ubili iz moje vasi enega trgovca. Zakaj? Se ne ve. Ne, pa je zato, ker je nek italijanski oficir stanoval pri njem, ja, kaj? Se ga je moral sprejeti, ne? Potem župana, gospoda Bastiča, njegovo gospo, in potem pa v moji vasi, ne, se to je, če ste slučajno gledali to pogovor z gospodom Možino, ne, sem jaz te stvari povedal, 16 let je bila stara Bernardka, s krampi in koli. A veste, v tistih časih, to se pravi, jaz sem te lobanje videl, namreč to je bilo zdaj kaj bi rekel, 25 let, mogoče celo več nazaj, jaz živim na kmetih, na vasi in takrat še ni bilo pogrebne službe, ne. Takrat je bila ta navada, to bojo etnologi, ki več vedeli o tem, ne, da smo sosedje bili pogrebniki, smo pomagali, ne. In v tisti, torej, ko je ta gospodar, to se pravi sin očeta, ki so ga takrat novembra 1942 ubili z 2 sestrama in mamo, je takrat umrl in jaz sem bil med pogrebci, ko smo kopali, smo dobili te lobanje, ne. Tu zadaj je bila in tu so bile od krampov, ne, luknje, ne. A veste, in to je ostalo v ljudeh. To je ostalo v ljudeh in pri nas je bilo veliko teh možakov, starejših, ki so prišli z ruske fronte. In ti revolucionarji so potem imeli že takoj na začetku vojne na robu vasi sestanke. Zdaj to je bil nek ruski izraz, ne vem, kaj bi to bilo. Torej cela vas je mogla iti tja poslušati in tam so govorili neumnosti, ne, da tam ne bo davkov, da bojo vse stroji, da ljudje, ne, da je to, sedita med in mleko, ne. Nobeni ni verjel, pa kako jim bo verjel, ne. In potem so ljudje iskali zaščito pri okupatorju, ker so se bolj bali teh revolucionarjev, kot pa bi rekel, okupatorjev, ne. A veste, jaz delam to ločnico med Italijani in med fašisti, ne, tudi med Nemci in nacisti, ne. Moj oče je bil zaprt v nemških koncentracijskih taboriščih in on je visoko spoštoval nemški narod. Nemški narod kot narod. In on ni dovolil doma, da smo mi rekli, kar Nemci so vse. Ne, je rekel, to so bili nacisti. A ne? Tako da to vse naredi ideologija. Ne? Zdaj je spet neka nova ideologija, ne, ki je malo bolj prefrigana, ne?
ampak jaz se čudim, ne, da je popolno umanjkanje zdrave pameti, enih osnovnih, bi rekel, logičnih premis, ne samo v zgodovini, kjer je seveda še mnogo stvari prikritih na ta način, da jih nekdo niti noče vedeti. Ne? Preveč govorim. Ne, z veseljem vas poslušamo. Prihajate, kot ste dejali, iz predmestja Ljubljane oziroma v bližini. Ne, jaz sem Notranjska, jaz nisem Ljubljančan, veste. To... Ne, vem, iz Zaklanca, v bistvu iz občine Horjul, nedaleč od Ljubljane, če se lahko drugače to je res, izrazim. Zanimivo, ne, prihajate iz kmečke družine, tudi zaljubili ste se nekako v kmetijstvo, še vedno kmetujete, kar smo slišali. In zanimivo je, da ste kot kmečki fant se odločili potem za študij na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, da so vas poti nekako zanesle v te gledališke vode. Je pa res, da vas je sprva najbolj zanimala poezija, če se ne motim. Ja, res je. Veste, jaz sem, bi rekel, ko sem šel v gimnazijo, me je zanimalo vse, ne, razen stroge tehnike, kakšne strojne fakultete. Sem zelo netehničen človek. Ne. Tako da doma, dokler je brat še lahko delal, jaz sem delal ta stara kmečka dela, ne. Jaz sem kosov sklepal, ne, potem sejal, takrat smo še na roko sejali, ne, žito in take stvari. On je pa skrbel za traktorje in te stvari. Ne. Ja, res je, ne. Potem v gimnaziji sem bil odličnjak, zdaj jaz ne vem, da me je kar sram povedati to. Ampak res me je vse zanimalo, ne. Tako da sploh nisem vedel, kaj naj bi šel, ne, študirati. Ne. Nisem vedel. Ne. Seveda, jaz sem že 1 leto zamudil, vpisal sem se na neko poklicno šolo, bil sem še otročija. Ne. In osnovne šole sem imel dovolj, nikoli se nisem kaj prida učil. Veste kaj, tudi nisem imel časa, ne. Pri nas doma ni nikoli od staršev nihče rekel, pojdite se učiti, ne. Ampak to je treba narediti. A veste, to je to trdo kmečko življenje, ki je včasih, bi rekel, malo nerazumljivo, ne. Ampak bilo je treba preživeti, veste, to so bili grozni časi, ne. Torej, prvič je bilo moških, fantov ni bilo, ne. Jaz sem imel, ko sem bil že tam po osamosvojitvi v Rovtah, to je en kraj med Logatcem in Žirmi, 212 fantov in mož. Veste, kaj je to? Z eno vas. V Šentjoštu nad Horjulom, kjer so se te stvari začele, ne, bila prva vaška straža, tam je v eni noči 52 otrok ostalo brez staršev. Potem so začele te vaške straže, potem je šlo to v domobranstvo in tako naprej. Ne. Torej, kaj sem zdaj hotel reči? Hočem reči, da je bilo to trdo življenje. Pač denarja ni bilo, lačni sicer nismo bili, ker smo bili na kmetih, a ne, hrano smo imeli, ampak denarja ni bilo. Potem v začetku 60-ih let so nam vzeli še zemljo, zelo malo zemlje nam je ostalo in najprej je bila živina, potem so bila polja in potem smo bili mi. Kdaj ste recimo začutili ta gledališki v gimnaziji, poklic? Ne. Aha, v gimnaziji. Jaz sem potem v neki čudni poti prišel do gimnazije in tam književnost me je zelo zanimala. Ves čas. In imel sem eno čudovito profesorica Ruša Mahkotova. Jaz se smejem zato, ker ona me je imela neizmerno rada. Pa veste zakaj? Ker jaz sem vse znal,
ker me je to zanimalo, mene je res to zanimalo. Ona pa, ko je predavala, ona ves čas mižala, je recitirala in recitirala, ne, in potem je kako stvar, to bo pa povedal krivo dol, ne, in potem smeh. A kaj je, pusti dol, pusto vrh, pusta dolina, kriva dolina, vse sem bil samo moj priimek, ne. Ampak ona je res čudovito, je ona nam Kosovela ali kaj pa jaz vem kaj, jaz rekel, ko bi jaz znal to tako kot moja profesorica, ne. No in potem ona je tudi režirala igre, ne, za te praznike takratne državne in vem, da smo Mile Klopčič, Mati se mi zdi, no in potem v 4. letniku pa drugo dejanje Cankarjevih hlapcev. In ko je prišla v razred, je rekla, zdaj bomo pripravili igro Tišina. In ko je vedela, da bi jaz rekel, jaz pa ne, Tišina je rekla, ne. No, jaz sem seveda zmeraj igral te, bi rekel, glavne vloge, a ne. In potem dejansko me je to začelo veseliti, ne. Ampak, veste, jaz sem bil čudo iz nekega pragozda, ker nismo imeli televizije, prvič ni bilo denarja, drugič pa ni bilo časa. Veste, takrat se je televizijski program začel tam nekje okrog 6. zvečer in je bil do tam 10. 10:30, 11, nekaj takega, ne. In kje bo, kakšna televizija, ne, ni bilo časa, mi smo šli zvečer spat, ko smo bili utrujeni, a ne. Zdaj pa moj oče, sem rekel, moj oče je bil izjemno lojalen državljan, ampak on je poslušal Radio Trst. On je zmeraj poslušal Radio Trst. Ob 12:30 so bili na tržaškem radiju poročila in mi smo imeli en tak star radio, Savica, oče je bil namreč po vojni predsednik ljudskega okraja in je potem, ko so se te stvari razformirale, ko so nastale občine, je on odkupil tisti radio in potem smo imeli prvi in edini v vasi tisti radio, ampak včasih se je zelo slabo slišalo in ko je oče poslušal poročila na Radio Trst, je morala biti tišina. Pa sem jaz takrat rekel, to sem rekel, pa zakaj poslušaš Radio Trst, ko vidiš, se ni tiho, poslušam. Sem rekel, poglej, če daš Radio Ljubljana, kaj že, ne, je rekel, zato, ker te tukaj samo lažajo. No in to se pravi, ko sem jaz prišel na te sprejemne izpite, to je ena grozna stvar, veste, te sprejemni izpiti, kateregakoli od mojih kolegov, kolegic vprašajte, to je zelo stresna zadeva, zato ker enostavno ne veš, kaj bi, ne. Tam takrat je bilo 13 profesorjev, ki so sedeli tam, a veste, in potem vam dajo take čudne naloge, ne. Bodite pomaranča, kaj zdaj, ne. Ne, potem naprej, bodite alga, podvodna alga, podvodna trava, take stvari, a veste. Seveda je to smešno za nas, ampak oni na nek način preizkušajo fantazijo. Očitno ste jih prepričali, ne? Kje pa? Ne. Ma kje pa? Jaz sem potem imel še eno čudno melodijo v govoru, bilo me zelo sram in sem govoril, ne? Ste kaj razumeli? Niste? In potem, kako se pišete? Sem rekel, kako? In veste, to je bilo groza in strah, ne. In jaz sem zmeraj bolj trd bil, zmeraj bolj mi je bilo nerodno, nič od tega. Seveda smo pa že prej imeli neke tečaje, kar je bilo zelo pametno. Je pa res, veste, v tistih časih so bile seveda potrebe po igralcih manjše, v glavno se je pač delalo v gledališčih, a ne. In se potem te dekan, prodekan sta šla po gledališčih nekako gledati, kakve so potrebe in približno toliko študentov so potem vzeli, a ne. Naprimer 4-5, ne več, ne. A veste, bilo je pa prijavljenih 400, ne. Veste, kaj to selekcijo narediti, ne. No, ampak, torej jaz sem bil že na teh tečajih, jaz sem vedel druge, jaz sem rekel, pa kaj če mi jaz to, ne. To nima smisla, ne.
sem imel ta kritični kot se temu reče. Ne. No in profesor Moder, Janko Moder, verjetno marsikdo od vas ve, kdo je bil profesor Janko Moder, on je bil prevajalec nekaj jezikov, je bil tudi potem moj profesor slovenščine na tej šoli, on me je počakal takole pri vratih in bil je pa eno tako govno mašilo, ne res, je rekel, ne res, kako si že vi pišete, sem rekel ravnohrib, a vi mislite še kaj drugega študirati, sem rekel, ja, mečkrat mislim medicino, no, kar medicino pejte, je rekel. Veste, to je bila moja popotnica, je pa res, da je profesor France Jamnik, je bil zelo izobražen mož, mimogrede je bil poročen tudi z sestro Staneta Dolanca, zdaj vi veste, da je bil tudi v tem smislu predvsej, kako bi rekel, on se je pa zapičil vame. On je že, jaz sem potem, ko sem videl, da je vse to nima smisla, hodil sem na neke tečaje, sem rekel, zdaj ne moram kar manjkati, jaz moram nekoga obvestiti, da me ne bo več. Po drugi strani sem si pa mislil, če bojo kaj videli, pa kaj pa imajo za videti, me bo mogoče pa kdo poklical. In res, takrat, če ni bilo teh stvari, niti pri nas doma nismo imeli telefona. Mi smo 20 km stran Ljubljane dobili telefon. Veste, kdaj je leta 1995, po osamosvojitvi. Ja, zakaj? Ja, zato, da nismo v Argentino klicali, pa ne vem kaj. Veste, to je bilo vse smešno, ampak tako je bilo. Torej, profesor Jamnik me pokliče in pravi, zakaj? Jaz sem rekel, tovariš profesor, sem rekel, veste, mečkel imam pa le tule, ja, pa kaj si videl ti tam? Jaz sem rekel, vsi so odlični, jaz pa... Je rekel, veš kaj, ti bom povedal, je rekel, ti si ena velika skala, ki jo je treba obdelati in pravi, če bo to, bo, če pa ne, pa ne. In seveda je on bil, 12 jih je bilo proti, on je bil za in ker je on vzel letnik, je pač njegovo veljala. Ampak potem ne bom nadaljeval, ker je groza, ampak zdaj sem tule pred vami, tako da se je vse srečno končalo. Imel je prav, imel je prav. Slovenci smo vas spoznali predvsem po vlogi Franceta Prešerna v istoimenski nanizanki, ki je nastala ob 200. obletnici rojstva našega najpomembnejšega pesnika, prav tako tudi po voditeljstvu zelo popularnega kviza Male sive celice, ki smo jo spremljali mladi in mladi, in ki ste jo vodili kar 22 let, pa če se najprej dotaknemo tega glavnega lika, torej Franceta Prešerna v tej nanizanki. To je bila za vas prav gotovo velika čast, da ste dobili tako vlogo, pa me zanima, kako ste se na njo pripravili, takrat ste verjetno še bolj študirali Prešerna in ga dodobra spoznali. Kaj bi lahko povedali o Francetu Prešernu? Kdo je bil France Prešeren? A veste, kaj bi rekel zdaj, že 25 let potem, vse te stvari postanejo nekje del, konec konca tudi zgodovine, ampak stvari so bile v začetku zelo banalne. Torej, jaz nisem bil nikoli, bi rekel, ta del igralcev, ki, jaz sem imel zmeraj, potem sem šele videl, čez 30 let, da sem bil v bistvu zaznamovan, da so ves čas budno opazili name, da ne bi preveč kam izskočil. Tako da sem bil pravzaprav zelo presenečen, ko je takrat prišel k nam na obisk režiser, ki naj bi ta film nadaljevanko snemal, Franci Slak, vem, 1. februarja leta 1999, in tako mrzlo, popoldne je bilo, jasno nebo, sonce je že zahajalo,
On je bil zelo redko beseden, ne, zelo. On karkoli je povedal, je najprej in potem on pride k nam v kuhinjo, ne, in si doma. Sem rekel, ja, sem vedel, da zdaj bo spet pauza, ne. No in je rekel, a imaš ti kakšno njivo? Jaz nisem vedel, on hoče njivo kupiti ali kaj, ne vem kaj. Jaz sem rekel, imam, ja. Ja, je rekel, gremo na tisto njivo, ne. Gremo tam na robu vasi je ena njiva, ki gre tam do gozda, ne. Gremo, on, njegova gospa in vele kuža samojed, gremo do gozda, tišina, tisti sneg je škroc. Sem rekel, pa kaj zdaj takle dela, ne. No in potem pridemo nazaj, že spet do konca njive, pa rekel, ti, stari, je rekel, veš kaj, je rekel, se bo snemal Prešeren. Jaz sem rekel, super, odlično. Kaj sem rekel, ti boš režiser? Ja. In ti boš Prešeren. Ja, čakaj, sem rekel, zakaj? Ja, zato, ne. Je rekel, to je zdaj 95%, da boš ti. Je rekel, je možnost, da bi bil starejši ti, mlajši, pa Matjaž Tribušon, zdaj ga lahko omenjam, ne, ker je, on zdaj pač ne sme več nastopati, ker je bilo takrat, da je, jaz ne vem, kaj je bilo za tem, on je neke študentke nagovarjal, ne, in je zdaj pač izločena, ne, od njem se nič ne ve, kaj počne, kaj, kako. No, jaz sem rekel, v redu, ne. In ko pridem domov, moja mama, ne, ki praviloma se ni zanimala za nič, ne, je rekla, pa kaj pa je Slak prišel, ne. Vedela, da je bil Slak, ne, pa nikoli ga ni videla, ne, jaz ne vem kako, ne. Ja, sem rekel, snemal se bo Prešeren. In ti boš Prešerna, kaj? Ja, sem rekel, ne vem. Ja, je rekla, se te že zdaj ni nikoli doma, pa te pa sploh ne bo. Ja, sem rekel, se me itak nikoli ni doma. Je rekla, jaz bom kar umrla. In dejansko je tisto leto ona umrla, ne. Ne, jaz se zmeraj, moja mama je bila izjemno dobrodušna in se predvsem iz sebe rada pohecala. Ampak takrat so se pa začele zoprne zadeve, ne. Franci Slak je baje naredil dokumentarec o Jožetu Pučniku in se je na nek način izjasnil kot protikomunist. Sicer je bilo to leta 1999, ko so bile stvari veliko drugačne in kar naenkrat so se začeli problemi, da Slak pa ne, da on pa ne. Scenarista sta umaknila scenarij in jaz, kaj se je dogajalo, jaz ne vem, ker konec koncev vedel sem samo to, kar mi je Slak povedal, ampak jaz sem takrat začel študirati Prešerna, ne. Iskati literaturo, dobro, poezijo sem že nekaj poznal, ampak hotel sem dobiti, a veste, pri tej filmski igri mi potrebujemo ne neke literarne teorije, ne pa raziskave. Mene je zanimalo banalne stvari, a veste, kaj je on rad jedel, kaj je rad pil, kakšen je bil v družbi, ne te stvari. In to sem potem našel v Kidričevem zborniku, kjer o njem govori njegova sestra Lenka, ki je bila 17 let mlajša od njega. Zdaj, kolikokrat ga je ona videla, jaz ne vem, velikokrat verjetno, da ne. Ampak tam ona pravi, da ta portret, ki ga vsi poznamo, Hohensteinov, da mu tudi slučajno ni podoben, ne. No, potem pa sem še veliko prebral o njegovi, torej njegova hčerka Ernestina Jelovšek, torej Tinka je on rekel, ona pa je 1903 je v Celovškem v Horjevi družbi išla spomini na mojega očeta, doktorja Franceta Prešerna. Tudi tam ona o teh stvarih piše, ne. Ona sicer, kako bi rekel, nekoliko bolj s tem, bi rekel, dekliškim, otroškim, ne, odnosom do očeta, ki ga seveda ni kaj velikokrat videla. Saj veste, Prešeren je bil slab oče. To je sam napisal, ne, v pesmi Nezakonska mati.
In takrat so bile socialne prilike popolnoma drugačne. Očetom, ki so imeli nezakonske otroke, ni bilo treba skrbeti za te otroke. Tako da zdaj jaz pa zmeraj pravim, da tudi scenarij je pač scenarij. A veste, Prešeren je postal slaven veliko kasneje. Takrat o njegovem življenju pravzaprav se ni kaj vedelo. No. Zdaj, kakšen je on kot človek bil, jaz ne vem. Sam Bog nebeški ve. Ne. Saj vemo že zdaj mi med sabo. Ne. Če boste vprašali koga, kakšen sem jaz, bo rekel to, drug bo rekel to. Ne. Tako da sem pa videl, a veste, ta scenarij na precej skopih podatkih je pač treba narediti neko zgodbo. Ne. In jaz sem potem videl, torej v tem prizoru, v tem nadaljevanki, mislim, da v tretji nadaljevanki Prešeren pride na obisk k svojemu prijatelju Matevžu Langusu, ki se mu ni hotel dati portretirati, in zateče njegovo gospo, ki se gola kopa. A veste, iz česa je to prišlo? Jaz sem potem videl to njegovo korespondenco. On mislim, da je prav prijatelju Matevžu pisal, da iz Celovca, in na koncu napisal postscriptum: pozdravite mi gospo Langusovo. Ja, halo. Ne? A veste, zdaj, iz tega sta potem scenarista naredila, kot da je zdaj neka romanca tam bila. Ne? In zdaj pa, a veste, v teh sodobnih filmih, če ni nasilja, če ni golote, zato noben ne gleda. Ne. Zato naša mama ni hotela gledati televizije. Ne. Rekla se, to sem neki se kregajo, pa ubijajo, pa tako da je temu tako. Ne. Zdaj, jaz sem ga doživel kot izjemno občutljivega človeka in mislim, da prav ta občutljivost, ta neskončna občutljivost, ker jaz sem prepričan, da vsi pravi pesniki, pisatelji, umetniki, pravi, govorimo pravih, so izjemno občutljive osebe. In mislim, da je bila ta njegova alkoholizem, ta razkorak med njegovimi ideali in pa med tem, kar je on dejansko naredil. Ne. In se mi pa zdi, kar se tiče scenarija, se mi zdi zelo dobro, to, da sta scenarista dala tudi še v ta film, nadaljevanko, njegov alter ego. To je bil baje neki Pacnjek, ki je potem govoril Prešernu vse te stvari kot lik. V filmu, kar sam ni hotel slišati. Zdaj pustil si otroke tam lačne in ti bo šel zdaj spet te stvari. Ta Pacnjek, ki je bil pa baje nekdo, nek človek, ki mu je Prešeren plačeval, da je hodil redno v cerkev k maši, ker od leta 1942, torej 1842, je bil Prešeren državni uradnik in vsi državni uradniki so morali hoditi v cerkev. Prešeren je bil pa Freigeist, se veste. Tako da in baje, da je bil tisto leto, ko se je ta nadaljevanka snemala, je bil tudi simpozij o Prešernu kot pravniku in baje je bil on izjemno pošten pravnik, da ni vzel nobene pravde, za katero ne bi bil prepričan, da ni poštena. Veste, kaj je to? Je bil pa reven kot cerkvena miš. Jaz sem potem, on je imel ene čevlje, on je imel ene hlače, on je imel eno suknjo, on je imel en klobuk in vse to so mu kupili njegovi stari strici, oba sta bila župnika, mislim, da je bil Jurij in njegov brat je bil tudi župnik, tako če bi bil tak, bi rekel, rokomavh, verjetno bi se ga strici odpovedali. Ampak pri stricih je bil zelo, bi rekel, čaščen,
so ga imeli radi. Vedete, potem so pa vse hipoteze. Ne? On je nekaj napisal, da le tistega dogodka v Ribnici ne bi bilo. Takoj so bile teorije, da je bil pedofilski napad. Ne? Ja. In potem bi mi rekla, gospa, jaz sem zapisala Jenčič, jaz sem potem iskal vse mnenja. Ne? Ja, je rekla, on je bil star 5 let, ko je prišel v Ribnico, ne, k svojemu stricu. Verjetno so ga hoteli umiti, skopati, pa so ga hoteli sleči. Ne? Pa je to, ne? Moj oče, ki je bil v nemških lagarjih, je rekel, ob vseh batinah, ob vseh ponižanjih, ob vsej lakoti, ob vsem delu, največje ponižanje je bilo, ko so morali taboriščniki stati goli v vrsti. A veste, tu so potem razne hipoteze in ne vem kaj. Jaz sem ga intimno tako doživel, ne, kot izjemno resnicoljubnega, izjemno občutljivega. In veste, kaj se meni zgodilo ob teh snemanjih, ki so bile izjemno naporne, ne? Da sem tudi sam postal tako neznansko občutljiv, da me je bolelo vse. Jaz sem videl UNICEF-ov plakat s tem revčkom fantkom iz Afrike in nisem mogel spati. A veste, in te, bi rekel, hipersenzibilni ljudje težko živijo, ne. Zato ta zgražanja, ja, Cankar je pil, ne, ja, pa Prešeren je pil. In jaz poznam tele umetnike, ki je, ne, marsikaj, ne, ampak pač tako je življenje, ne. Odlično ste odigrali to vlogo, pa ne le to, večkrat ste se izkazali v teh gledaliških predstavah, ki jih je bilo veliko, ne. Dobili ste tudi veliko nagrad, ampak tiste glavne slovenske Prešernove nagrade niste bili deležni, pa čeprav ste bili kar nekajkrat kandidat, da bi to nagrado tudi prejeli. France Prešeren brez Prešernove nagrade. Veste kaj, jaz pač mislim, da, in to mislim zelo resno, da so te nagrade na umetniškem področju, ne vem, kakšen izraz bi rekel, stvar prestiža, ampak prestiža tistim, ki jih podeljujejo, ne pa tistih, ki jih prejemajo. In veste zakaj? Zato, ker v umetnosti mi nimamo nobenega absolutnega kriterija, kaj je tisto, kar je in kaj je tisto, kar ni. Nika Prevc je svetovna prvakinja, ker je 2-krat izjemno skočila. Luka Dončić je zmagal ta zdaj Lakersa, ki je že, ker je dal 33 košev, ne. Tina Maze je bila olimpijska svetovna prvakinja, ker je za 10, 20, ne vem koliko stotink sekund premagala vso ostalo konkurenco. V umetnosti tega ni. Nekomu je všeč Dostojevski, nekomu Cankar, nekomu, kaj pa jaz vem kdo, ne? Nekomu Picasso, nekomu Rembrandt, nekomu Beton, nekomu ne vem ko. Ampak zdaj, če smo samo pri okusih, je še to, bi rekel, dokaj pošteno. V narekovajih seveda, ne? Ampak se veste, stari Latinci so rekli, o okusih se ne gre pogovarjati, ne. Tu je pa seveda predvsem, jaz te stvari spremljam že dolga leta. Od tistega, ko sem začutil, da se z mano nekaj dogaja, ne? Da je nekdo, ki zame skrbi v tem smislu, da ne bi kaj preveč nagrad dobil, ne? No, in sem se začel s temi stvarmi malo bolj ukvarjati, in sem začel te stvari majčkeno oddaleč gledati in potem sem videl, na primer, pri znamenitem Borštnikovem srečanju, ne. Jaz sem potem se rahlo pohecal s svojimi kolegi, ne, ki so rekli, kako da ti ne greš na Borštnikovo srečanje, zdaj rekel, ko me to ne zanima, ne. Čakaj, pa se ti si, ja, sem rekel, ja, sem, ja. No, in sem potem rekel, povej mi, kdo je selektor, povej mi, katere predstave so, ne? Povej mi, kdo je v žiriji in ti jaz 99% povem, kdo bo dobil nagrade. In zmeraj sem jaz,
Ni bilo presenečenja. Ni bilo presenečenja. Potem se pa tudi s tem nekaj ukvarjati, ampak jaz pač tudi ne vem, zakaj bi jo dobil. Ne? Poznam veliko mojih kolegov, predvsem starejših, ki so bili izjemni igralci, naprimer moj profesor Rudi Kosmač, on je, rekel, po mojem, najboljši govorec v zgodovini slovenskega gledališča. Tudi bi rekel, te stari igralci, Stane Sever, pa to ne, oni so zdaj za ta čas že, bi rekel, malo staromodni, ne. Rudi Kosmač je bil pa izjemno modern igralec in je bil tudi moj profesor, ne. Potem Janez Albrecht je že bil po letu 91 na napačni strani, ne. No in potem sem pa seveda potem so pa te stvari, sem pa dobil za te dokaze, za te stvari, ne. Prvič, da bi vedel, sem bil predlagan leta 2000 za vlogo Prešerna, no in je predsednica žirije potem ugotovila, da vse nadaljevanke niso bile emitirane v enem letu, zadnja 5. je bila v naslednjem letu, torej to je bil razlog, a ne? Čeprav film je pa bil, a ne? V redu, sem rekel, v redu, potem sem videl, kdo je dobil to nagrado, ena kolegica, ki je bila članica Foruma 21, ne? Ampak, gledajte, ne? Kot da ni nič. No, malo bolj so mi pa dale ene stvari misliti potem leta 1990, ja, že prej, seveda to je bilo že prej, ja, seveda že prej, ja. Zato sem te stvari potem razumel malo bolj, ne. Torej, takrat je pa bil en odličen festival v Sarajevu, MES, mala eksperimentalna scena. Sarajevo je meni izjemno ljubo mesto in grozljivo, ker se meni takrat dogajalo, ko se je to dogajalo v Sarajevu, kar se je, ne. No in takrat sem imel enega odličnega selektorja, vem, da je bil profesor, starejši gospod, Hrvat po nacionalnosti, ne vem, kako se je pisal, in mladinsko gledališče, katerega član sem jaz bil takrat, je bilo takrat v izjemnem vzponu. To so bile fantastične predstave, mi smo hodili po celem svetu, to ni to tako gledališče, kot je zdaj, ne, ideološko, ne. To je bilo res, ne, takrat je ta cenzura, je ni bilo več, ne, že ne, ker smo se bližali letu 90, takrat v kulturi je bilo še veliko denarja, cenzure pa ni bilo več, ne, zato ker se niso upali, ne. In dejansko so bile to predstave neverjetne, ne. Mi smo na primer zmagali na svetovnem festivalu v Buenos Airesu z najboljšimi svetovnimi skupinami, ne. No in jaz sem takrat pač dobim sporočilo, Zlati lovorjev venec je bila ta nagrada za igro in v Sloveniji smo bili 3, ki smo to prejeli. Takrat se je pa že začela na Hrvaškem vojna, ne. Sicer je bila tako imenovana Balvan revolucija, ne, tam okrog Plitvic so ti uporniški Srbi ceste, bi rekel, zaprli z hlodi, ne, balvani hlodi, in takrat je na velikonočno soboto, mislim, ali petek, so bili mrtvi ne vem koliko hrvaških policistov iz zasede in seveda mi smo šli, ta festival je bil tam nekje aprila, preko Hrvaške, bi rekel, po tej liki se že ni dalo več priti, ne. In potem jaz vem, da sem vozil avto in smo šli tam Slavonski Brod, pa potem, kaj pa vem kaj vse, da smo prišli do Sarajeva. No in tam pa vsi so nas gledali zelo postrani, ne, vsi kolegi. Janezi, ki uničujete Jugoslavijo, ne. Nihče se ni hotel z nami pogovarjati in potem je bila podelitev teh nagrad v takem velikem ovalnem prostoru,
vsi kolegi iz bivših držav so bili na eni strani, mi trije smo stali tako na robu tega ovala, ne, čeprav smo bili Slovenci izjemno cenjeni, ne, ker to je bila za njih Evropa, ki je prišla na Balkan. Ne. Kaj se dogaja v Evropi, ne, to je bilo zmeraj, ne, preko naših predstav. Ne. No, in me se čudno zdelo, da tudi hrvaški igralci, bosanski igralci, nihče ni prišel do nas. Ne. Se rekel, pa ti ljudje sploh vejo, kaj se dogaja, pa tu bojo tekle reke krvi, ne. Ne. No, in ko so bile te nagrade podeljene, iz te množice ljudi pride en starejši gospod do mene, mi da roko, se predstavi, vem, da je imel nek bošnjaški priimek in je rekel, končno ste tudi vi prejeli nagrado. Se to začudam. Je rekel, veste, jaz sem tajnik tega festivala od vsega začetka in poznam vsa ozadja. Je rekel, vi bi že morali lansko leto dobiti nagrado, ampak so vam jo vzeli. Kdo? Je rekel, vaši, Slovenci. Je rekel, in tudi letos so bili vsi člani žirije za svoje, ne, ker je bila žirija sestavljena iz 8 članov, torej vsaka republika in avtonomna pokrajina, vsi so glasovali za svoje, ampak vsi za vas, samo Slovenec ne. In je rekel, Slovenci ste čuden narod. Ne. Zato je meni od teh nagrad ta edina, bi rekel, draga ali pa najdražja. Ne. No, potem sem pa dobil še zadnje tako potrdilo, tam nekje leta 2008 se mi zdi, se je v Mladinskem gledališču zamenjalo vodstvo in nekega dopoldneva me je poklicala pisarno direktorica in je rekla, veš, jaz sem te predlagala za Prešernov nagrado, ampak sem potem gledala v arhive, tebe že 20 let predlagajo, ne? In popoldne je zazvonil telefon, jaz to imenih ne bi, ker se me ne da hoditi po sodiščih, torej tisti, ki gledališče poznajo, vejo, kdo je to bil en režiser, dramatik, je poklical to direktorico in rekel, vidim, da si predlagala tega človeka, in rekel, ta desničar ne bo dobil nagrade ne Borštnikove, ne Prešernove, to si zapomni. No in to je to. Ampak vmes so bile pa še druge stvari, veste, naprimer, kaj pa vem, jaz sem prišel včasih v neko, bi rekel, družbo in je bil tam neki starejši gospod, se enkrat spomnim, ki me ni poznal. Jaz sem pa takrat gledal iz vsake konzerve, jaz sem namreč bil Prešeren tisto leto, ne, in pa male sive celice, ne. Ena kolegica je rekla, pa zdaj se bojim iti na stranišče, ker se bojim, da boš ti školke ven pogledal. Ne? Ampak ta gospod mene ni poznal. Ne? Da kdo pa sem jaz? Ne? Potem ta dva kolega, ja to je pa ta igralec. Potem se pa hitro zarekel, ne? Je rekel, je pa neverjetno, da je umetnik, da je desničar. Imel zastrigel z očmi, zdaj kaj, kdo je desničar, kdo ni. Na koncu sem jaz spoznal, da je bil to en vrhunski udbovec. Ne. Potem je pa bil en pisatelj, ki ima v Ljubljani 2 spomenika, Erika pa Renato prosim. Kocbek ima samo enega. Ne. On je pa, jaz sem tudi v nedeljah, veste, mi moramo tudi v nedeljah vaditi. Ne. In sem šel na vajo, in tam iz tega Miklošičevega parka, ne, iz te sence, ta gospod pisatelj, ne, pa zdaj se to ne sme, domobranc, ne, pa on to, ne. 2-krat tak napad, ne. No, potem je naš prijatelj Igor, ne, potem zdaj, če berete, ne, Udba v delu, so vam te stvari popolnoma jasne, ne. Potem je ta gospod izmeri sedel v Pen klubu v Ljubljani, kjer so se zbirali umetniki, pisatelji. On je izmeri sedel pri šanku, tako da je videl, kdo prihaja. Ne? A veste, to so potem, bi rekel, še dodatni sladkorčki, ne, ki so
mene pač opozorili na to, da sem bil na nek način, kako bi rekel, ne bodi ga treba. No. Gospod Pavle, nekako se postavlja vprašanje, recimo, da bi zdaj živel France Prešeren. Mislite, da bi on dobil Prešernovo nagrado? Ne, njega bi Še več, bojim se, da bi ga glede na... Ne bi ga objavili, njega bi prepovedali. Jaz sem zadnjič rekel pri gospodu Jožetu, tej ideologije, ki je zdaj, oprostite, Prešeren v vsaki kitici skoraj da omenja Boga. Potem imamo te neumnosti, on začne prijatelji od rodile, to se pravi, ona zdravlja. Zdaj je to pijanstvo, ne? Hvali Slovenke. Slovenke, to je seksizem, pa čakajte, ne? Slovenke, rod vaš, dajte otroke, da se bojo, ja, ste to zdaj zblazneli, ne? Tele AFŽ pa to, ne? In je potem mladenči, ne? Edino, to sem pa prepričan, 7. kitica, ki jo je Jernej Kopitar prečrtal, kot takratni cenzor, pač tudi v skladu s takratno politiko Avstro-Ogrske države, in jaz sem prepričan, da se jezikoslovcu Jerneju Kopitarju dela velika škoda, ko je bil izjemni znanstvenik. On je vplival na Karadžiča, da imajo Srbi danes to, kar je, ne? Torej, in, a veste, jaz tudi ne razumem tega sprenevedanja, ne? Vse je proti nacionalnemu, vse je proti jeziku, vse je proti narodu, vse, ampak je pa Prešernova proslava, pa je ne ukinejo, no. Mislim, ne, a veste, potem pa ne vem, kaj pa kultura, pa ne vem, ko pa kultura, pa kaj pa ne vem, ne, ja, vse, kar, pa Prešeren je ultranacionalist. On govori, pač on je vzpostavil jezik in slovenski jezik in mi smo narod zaradi jezika. Ne? Ker zdaj, če mi gremo štet tele DNK analizo, ja pa kdo pa ve, od kje je kdo, ne? A veste, to so zdaj te raziskave, ne? In bi rekel, narod je zame metafizična tvorba, to se pravi, če se jaz identificiram kot Slovenec in če živim kot Slovenec, ne, ja, potem je to, ne? Če pa nisem, potem pa pač nisem, zdaj kako pa je s temi, bi rekel, s tem pa jaz ne vem, ne, tako da za nas pravijo tam gor okrog, da smo Kelti, ne, zato, ker se sam skup držimo, pa ne sprejmemo nikogar, ne. Pa nas še 6. rod nazaj, niste naši, ne. Tako da so Kelti bili taki, no, to je hecno. Ja, zelo zanimivo. Zdaj ta urica naj nas počasi izteka, ampak mislim, da bo še za eno vprašanje dovolj časa, potem boste dobili zagotovo tudi vi priložnost, da boste vprašali današnjega gosta in kot ponavadi bomo imeli potem tudi podaljšek oziroma neformalno srečanje v predvirju, kjer bomo še kaj rekli. Medijski zakon, ki je bil takole na hitro sprejet, tik pred novim letom, prav tako buri duhove. Sicer vlada pravi, kako bo vse lepo in prav, kako bo poskrbljeno za medije, za svobodo govora, ampak v bistvu nas bodo lahko zdajle lovili za vsako besedo, ne? In če ne bomo govorili prav, potem bomo lahko tudi kaznovani. Pravijo, da bodo pomagali tudi finančno medijem. Hkrati pa vemo, da če politika pomaga medijem, se ve, katerim medijem bo pomagala in katere bo skušala utišati. Kaj pravite na ta predlog tega zakona oziroma ta nov zakon? V Svetem pismu piše, po njih delih jih boste spoznali. Mene čisto nič ne zanima, kaj oni govorijo, vidi se pa, kaj delajo. Ne? Se konc koncev jaz vidim, kakšna je moja usoda. Sem jaz ne vem, sem koga ne vem. Pa nimam nič proti, razumem ljudi, da razmišljajo drugače, ampak oprostite, prosim, a lahko živim? Ne? In zdaj, če nekdo hodi po meni, če jaz rečem, zdaj je to sovražni govor, ne? Je sovražni govor, zato, ker je nekdo rekel, da je to sovražni govor, ne? Zdaj jaz ne vem, v čem zdaj vidim,
A veste, jaz časopisov ne berem, jaz spremljam nekatere portale in sem pa gledal, ta pogovor z gospo Alenko Puharjevo, je že napad na njo. Eno damo, ki je pravzaprav, kako bi rekel, glasnik razuma in demokracije, je že napad na njo. A veste, in to je to, to se pravi, mi ne rabimo več tega, kar je bilo v komunizmu, torej, da me bojo zaprli ali da me bojo celo ubili. Ne, trije napisi v medijih, trije naslovnice in sem že mrtev. Nismo se dotaknila televizije, naj bi šlo za, govoriva o tej oddaji, torej od tiste ure, ko sem jaz vedel, da ne bom več, me niso poklicali niti enkrat. Prej sem bil pa hišni inventar v tej hiši. A veste, in bojijo se drug drugega. Nekoč me je klicala ena novinarka, ne bomo o imenih, in ker smo vsi na ti, v tej državi smo vsi na ti, ker se vsi poznamo, zdaj po mojem, da smo v sorodstvu klele, ne smete povedati, zdaj kdo je, to je Slovenija je majhna. Me klica, da bi nekaj bral, pa je rekla, v kakšnih odnosih si ti z vodstvom? Jaz sem rekel, nikakršnih, sem rekel, vprašaj jih, pa ti bojo povedali, A veste, to tako je. Jaz medijskega zakona nisem bral, ker nisem pravnik, niti, kako bi rekel, tekst. Jaz pač govorim iz izkušenj in pa na nek način bi rekel, če se le da s to kmečko pametjo. Ampak iz izkušenj vem, da je temu tako. Zdaj sem bil na Koroškem, naprej sem šel, v nedeljo, na Prevaljah, in je torej akademik, skladatelj Lojze Lebič je iz Prevalj doma in so rekli, ko je bilo Kajuhovo leto, denarja, kakor ste ga hoteli, ko je bilo Lebičevo leto, nič. In temu tako je, pa se jaz se družim z ljudmi, vseh imate tamle, Renata pa Erika, če hočejo kaj objaviti, da je, kaj bi rekel, da je domoljubno. Ni javni interes, da ne govorimo o teh verskih zadevah. To je samo sprenevedanje, ena sama laž. Zato, ker je medijski prostor je njihov, ampak zato jaz pravim, Radio Trst, tam je v tem informativnem programu res, bi rekel, narodova zgodovina. In kaj bi rekel, kar se tiče druge svetovne vojne, ampak res, to je pa cenzura, že samo cenzura, to jaz pravim, največja oblika cenzure je samo cenzura. Tudi mi govorijo literati, prav zadnjič mi je ena gospa rekla, čudovita pesnica, rekla, veš, jaz težko izdam, ker mi že naprej povejo, če nimam poezije, ki je v skladu s trenutno ideologijo LGBT, ali kaj že je, ne, ni v javnem interesu. A veste, ta ideologija se nam pa kaže zdaj v vsakdanjem življenju, v zdravstvu. Kdo odloča o zdravstvu? Ulica, pa lepo vas prosim, kje je stroka? Isto bi rekel kot ta transspolnost, ja pa pejte štet kromosome, kaj si kdo v sebi misli, to je moj oseben problem. Kaj sem jaz kot seksualno bitje, to je stvar moje intime. Zakaj zdaj jaz ne vem vse, potem je zgleda kmetijstvo, sem s kmetov doma. A veste, zdaj neke nevladne organizacije, ki nimajo pojma, od kmetijstva hodijo zdaj po kmetijah in tam kaznujejo kmete. A veste, ampak to je tako kratke sape, kaj? Zdaj bojo uničili slovenske kmetije in zdaj bomo dobivali mi 6. razredno hrano od nekje drugje.
In kdo bo to? Ljudje, ki nimajo denarja, vse te neke stranke, ki se borijo za upokojence, ampak ti upokojenci so tu v žepu, ne pa v denarnicah, ne, pa za ne vem koga, ne. To se pravi, zdaj bojo zastrupljali ljudi, ker slovenska hrana je najbolj zdrava, a ne. Da ne govorim bi rekel, o teh, ne, to je čista norost. Čista norost, ampak če pa rečeš karkoli, ne, si janšist, si ne vem kdo, si ne vem kaj, ne. Samo to bom še rekel, ne, da bi rekel kar veliko govori o stanju duha v tej državi, torej, jaz sem bil že prej, kot sem rekel, opazovan, a ne. Potem je bil ta leta 2015, ko je bil ta znameniti referendum, ne, za družino, se veste, ne, se spomnite, ne. Torej jaz sem tam posodil glas za en spot in torej to je bil cel kraval, ne. Jaz sem dobil domov policijo, ne, moral sem najeti odvetnika, da moram povedati, kdo je naročnik, in potem sem zvedel, da naj bi bila to stranka SDS ali pa RKC, veste kaj je RKC? No, veste, ne? No in potem, ko sem jaz bil na nekem intervjuju, je potem prišel do mene režiser, ki je, bi rekel, simpatizer najbolj, bi rekel, tiste stranke, ki se najbolj bori za svoj žep, ne, sicer pa ne za vse nas, a ne. Ne bom povedal, morate sami uganiti, kjer je ta stranka. No, in je rekel, ko sem pač rekel, da ne bom povedal, ne, ker niso bili ne prvi, ne drugi, ne. Sem rekel, ja, po čem pa sodiš, da je bila to cerkev? Ja, je rekel, zato, ker je bila v spotu, je bila pokazana cerkev, ne. To je bila pa tista cerkev na Gorenjskem, na Jamniku, ki jo imate v vsakem slovenskem gasilskem koledarju. Ne. Ampak jaz sem enostavno frustrirani, ja pa lepo vas prosim, no, pejte na Hrvaško, pejte na Koroško, pejte v Furlanijo, vi ste tlele blizu, ja, pa hodi v cerkev, pa hodi v cerkev, pa se je cerkveno poročil, pa se je cerkveno poročil, pa ima tlele križec okrog, pa ima križec. Kje je pa zdaj problem? Pri nas je pa to, cerkev je ločena od države. Ja, seveda, naj bo pa še ideologija ločena od države, a ne? To se pravi, mi, država je zame samo, to se pravi, mi urejamo medsebojne odnose na nivoju skupnosti, tako da je za vse dobro. Kdo pa ima tega Boga, pa onega Boga, kdo s kom spi, kdo s kom ne spi, to pa države ne zanima. To je pa znak totalitarizma, ne. Ampak, ne. V zadnjem času navdušujete skupaj z Maticem Vidicem, tudi s talk showom Moja vera, ravno ker ste o veri tudi govorili, kjer v bistvu skušate odpirati te teme, ne. Zakaj bi nas moralo biti sram, da smo recimo verni, oziroma živimo v času, ko je to postalo celo prepovedano, ko je postalo v bistvu nesprejemljivo. Pa kaj se dogaja v naši ljubi Sloveniji? Ja, glejte, smo tam, kjer smo bili, ali pa mislim, da je celo slabše, ne. Zato, ker je bil tam, je bil nek okvir, ne, za katerega so pravzaprav skrbeli drugi, ne. Jaz govorim pač o moji profesiji, ne. To se pravi, vsi vodstvene kadre morajo biti član partije, a ne, in jaz sem pač igral tisto, kar je bilo na repertoarju, ne? In repertoar so izbrali tisti, ki so vedeli, kaj lahko ja in kaj lahko ne, ne. Drugo pa, seveda, vsi so kle starejši ljudje, pa vejo, ne. O enih stvarih se nismo pogovarjali, ne. Ja, Bog ne daj, da je kdo, kaj o Titu rekel, ne. Niti nisi vedel, kdo te posluša, kdo te ne vem, ne. Nisi vedel, ne. To je bilo
še najbližje nisi verjel. Ne? In ta strah je bil tako močen, da se jaz spominjam, to je moralo biti že leta 90 ali že celo 91. Jaz sem ponavadi študiral ta besedila in se na pamet učil zvečer, ko sem imel mir do pozne noči. Ne? In na noči nekdo potrka na okno. Ura je bila že čez polnoč. Ne? Sem rekel, kaj zdaj je? A veste, na kmetih je to, če je teliček, ne, potem pridejo zbuditi, ne gremo pomagati, ne, pač si skupaj pomagamo. In odprem vrata, na vratih sosed. Pogleda naokrog, pravi, ti, je rekel, škaj, imam tele knjige, 4 knjige držal v rok. Je rekel, zjutraj do 5 jih mi moraš vrniti. To je bila ena od tistih, zaradi katere je bil Drago Jančar zaprt. Ne? Torej leta 90. Tak strah je bil. Ne? Tak strah je bil. Jaz seveda, ki bom 4 knjige v parih urah prebral, jaz sem priletel samo eno, ampak zjutraj ob 5 sem jaz bil pri njem, ker je že prišel tisti, ki mu je te knjige prinesel, da jih je potem odnesel naprej. Ne? Tako da pač jaz živim s to izkušnjo, pa vidim, da vidim preko rekel, mojih bližnjih kolegov, ki se ne zavedajo, kako mi, javne osebnosti, ki nas vsi poznajo, živimo. Ne? A veste, nekaj je tudi biti, bi rekel, to, kar sem jaz, ker sem jaz, bi rekel, tudi kot podoba, ker me ljudje na ceste prepoznajo, nekaj pa je biti ime in priimek, tudi če je na nek način, bi rekel, človek ožigosan, tako kot sem jaz. Ampak, a veste, to je mašinerija, ki deluje 100-odstotno. Nič se ni spremenilo, samo da so zdaj te nonoti, jih ni več, zdaj so pa že vnuki, ki pa so še hujši. Gospod Pavle, če vas smem prositi za konec tega prvega dela, bi nam zrecitirali Zdravljico, da se takole poklonimo temu kulturnemu mesecu s Prešernovo Zdravljico, in če nam jo takole zrecitira France Prešeren, bo to res slovesno. Bi se dalo? Bom z velikim veseljem, dokler je še dovoljena. Pa bi kar ostali, ne? Prijatelji, odredile so trte vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, v potrtih prsih obudi. Komu narpred veselo Zdravljico, bratje, čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet, brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Sovražnike z oblako rodune našega treši grom, prost, ko je bil očakal, naprej naj bo Slovencev dom. Naj zdrobenih roke si spone, ki jih še teže. Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, ker ima slava, vsi naj si v roke sežejo. Da oblast in z njo čast upred, spet naša boste last. Bog živi v Slovenke, prelepe, žlahtne rožice. Ni take mladenke, ko naše krvi dekle. Naj sinov, zarod nov, iz vas bo strah sovražnikov. Mladenči, zdaj se pije Zdravljica vaša, vi naš up, ljubezni domačije, noben naj vam ne usmrti strup. Ker po nas bo da vas jo srčno branit klical čas. Živeno je vsi narodi,
ki hrepeneji dočakat dan, da kodr sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Nazadnje, še prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker v srcu dobro mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi. Hvala lepa, hvala. Hvala gospodu Pavletu za to res čudovito recitiranje, ko smo se nekako uživeli zdajle spet v čase Franceta Prešerna, ne? Smo nekako se spomnili našega največjega pesnika. Zdajle pa ste vi na vrsti, če imate mogoče kakšno vprašanje, takole na kratko, če lahko vprašate, da bo vas lahko več prišlo na vrsto. Če imate, kar pogumno. Ko ste zdaj recitiral Prešerna, se spomnim na tisto zgodbo o našega znanega pisatelja tržaškega Pahorja, Borisa Pahorja, ki je v javnosti večkrat povedal, da imamo uradno himno Živej naj vsi narodi in tako naprej. To se pravi neka vrsta internacionalo, ki ni izraz nekega domoljubja in stavljanja svoje države, svoje domovine. Nekateri politiki so to razumeli in so zahtevali, da se v parlamentu pogovorimo, da bi dodali še eno kitico, ki res izraža domoljubje in slavljenje svoje domovine. To naj bi bila druga kitica, ne? To se pravi komuna. Ja, seveda. In ko sem v parlamentu poslušal nasprotovanja, mi je bilo tako težko poslušati te levičarje. Nekaj neverjetno, ne vem, če ste tudi vi tu poslušal razpravo v parlamentu. Glavnem je bilo grozno, nevredno enega Slovenca. Toliko. Hvala, to je bil komentar, boste kaj mogoče dodali? Ne, a veste, jaz zmeraj pravim, zdaj, kaj bi rekel, če ljudje dovolijo, da se jim zastruplja voda, če so kršene osnovne človečanske pravice, potem je, kako bi rekel, popolnoma razumljivo, da te kitice ni, a ne. Zdaj, že na pamet vem, kakšni so argumenti, a ne, da mi moramo skrbeti za druge, ne pa zase, ne. Veste, ampak, to je, domoljubje ni zaničevanje drugega, ampak je ljubezen do domovine, a ne, tako kot to reče domoljubje, a ne, ni nič drugega, ne, tako da, se pravim, jaz nisem nič presenečen, se pravim, ne, da ne vem, zakaj ga niso prepovedali že, ne. Še kakšno vprašanje mogoče? Mene zanima, ker letos je za maturo Jančar. Kako je prišlo do tega, da je ta knjiga zdaj od Draga Jančarja, za esej mislim. In na Arsu je tudi od Kocbeka Strah in pogum, ker se ni slišalo do zdaj v teh knjig, ne? Tako da je za maturo. Kdo določa? Jaz bi to težko komentiral, ne, ker pač nisem v teh krogih, ki o tem odločajo, ne. Ampak veste, kar se tiče gledališča ali pa umetnosti nasploh, se dajo stvari, kako bi rekel, preusmeriti, ne. Ni
več te osnovne ideje, ki je v samem delu, ampak je bolj važno, da je glavni junak, ne vem, da je jedno teh 72 spolov, če se malo pohecam, kot pa da je ta glavna ideja, ne vem, mislim, da je hvale vredno vsaj to, da bi rekel, da se znajde Jančar, in seveda tudi Kocbek, ampak mislim, da bi v Kocbeku bi bilo treba še marsikaj doreči, sem bi rekel ta njegova vloga, pa jaz bi rekel to, na nek način jaz težko razumem, pri njem, da je človek takega duha, tak izjemen pesnik, da je, sem gledal en dokumentarec, da je, mislim, da je to edini dokumentarec, kjer se on pojavi v sliki, to je bilo leta 1972, da je kot glavni problem slovenske družbe izpostavil klerikalizem. Leta 1972, potem, ko je bilo 200 duhovnikov pobitih ali pa zaprtih, šele kot drugo je potem omenil ekskluzivizem, bi rekel takrat edine dovoljene stranke. Tukaj pri njem meni stvari niso popolnoma jasne, je pa seveda imel takrat na te množice izjemen vpliv, in zagotovo, zdaj, če sem zelo iskren, jaz skoraj ne morem verjeti, da on ni vedel, da je bilo leta 1945 pobitih več kot 14,000 ljudi samo v Rogu, pa tam, kjer so bili, če sem jaz kot otrok vedel. Ja, to je bila slaba vest, to je bila slaba vest. A veste, čeprav so bile te stvari izjemno prikrite, skrite, ljudje so šepetali o tem. Naprimer, moj oče je bil v teh lagerjih in ko sem se jaz začel za te stvari zanimati, sem bil star tam nekje 25 let. Oče je bil takrat že dementen. Oče je bil letnik 1900. Moja mama je bila pa mlajša od njega, 21 let. Jaz sem bil iz drugega zakona, ker je prva žena umrla med vojno. In mama mi ni hotela ničesar povedati. Karkoli sem jaz vprašal, mi ni povedala. Je rekla, takole naredila, se je bala. Potem smo pa otroci že nekako med sabo, nekje neke reže so bile, te reže, bi rekel, skozi katere so te stvari uhajale, konec koncev, skoraj pri vsaki hiši je nekdo manjkal, Ampak jaz sem iz družine, moj oče je bil sodelavec Osvobodilne fronte, da ne bo pomote, on je bil aktivist do takrat, ko so zverinsko ubili gospoda Bastiča, Potem je videl, potem je pa že leta 1942, so ga pa že, bi rekel, okupator, je šel najprej Rab, Reniči, po kapitulaciji Italije pa Buchenwald, No in te stvari so se vedele, Da vam govorim o usodi našega župnika, gospoda Kapša, Stanko Kapš, on je bil potem častni kanonik, izjemna dobričina, izjemna, torej on je bil 8 let in pol zaprt. Ne veste zakaj? Udba je zvedela, da on ve, da je bilo pobitih toliko ljudi po vojni, ne govorim o domobrancih. No, in so prišli k njemu, torej to so njegove besede, on je mene učil verouk. To so bile njegove besede potem, ker je imel, bi rekel, to slovesnost častnega kanonika in je tudi mene povabil kot častnega gosta, se morate misliti.
In je rekel, da je posebej vesel, on je takole govoril, ker je tam Jožef Smej, njegov prijatelj Škof in Zaklanški Prešeren, ker jaz sem iz Zaklanca doma, veste, ne. No, in je on povedal, je rekel, da je bil 8 let in pol zaprt, zato ker je prišla Udba k njemu in je rekla, vi govorite laži. Ja, prav, kakšne pa? Prav, vi govorite, da je bilo 14 000 ljudi po vojni pobitih. Ja, to je resnica. To je laž. Ne, to je resnica. Kako veste, da je resnica? Je rekel, zato, ker so mi povedali ljudje, ki jim zaupam. So rekli takole, mi bomo prišli čez 14 dni. Če boste takrat priznali, da je to laž, boste dobili minimalno kazen, mogoče celo pogojno, sicer se pa za to dobi 8 let. Razmislite. In ko so prišli čez 14 dni, je rekel, imam nov podatek, 12 400 in je dobil 8 let in pol. A veste, to je to, ne? In jaz se čudim tem mladini, ki skačejo po ulicah z nekimi zvezdami, pa ne vem kaj, pa ljudje božji, po arestih bi bili vsi. Pa kaj mi nekaj zdaj govorijo, te neumnosti, kako je za ene je bilo, za ene pa ne, a ne. Ne, za vas je bilo mečkem boljše, da ste tukaj imeli Gorico, ne. Mi smo pa vsak kvadratni meter keramičnih ploščic iz Trsta, pa iz Gorice, pa ne vem kje, ne. A veste, ti ljudje tega ne vejo, ne. Ne? Ampak to je del tega inštrumenta, te propagande, a ne. Kaj čemo, ne. A veste, jaz tudi nisem nek optimist. Jaz zmeraj rečem, jaz se glede nekaj, kot se reče, temu ven mečem in ne vem kaj. Ne, ko bojo nove volitve. Jaz nisem optimist, a veste. Bi rekel, na dolgi rok ja, ne, ker ta ideologija, taka kot je, to je ideologija smrti, a ne. In splavi, in eutanazija, in razni spoli, ne vem kaj. Ja, jaz gledam kmečko logiko, ne. To se pravi, če pšenice ne vsejete, je potem ni, pridelka ni, ne. In kot je rekel moj veterinar, naš veterinar, je rekel, včeraj sem znoril, pa še Cerknice je doma, govori tako po novotransku. Te povej mi, je rekel, je prišel fant iz šole, je pisalo starš 1, starš 2, sem prečrtal, sem napisal oče pa mama. Je rekel, pa glej, krava, ko sem je vsemenil, piče oče, bik, astor, cd. Krava, kako ime, sem rekel Cika. Mati, krava, Cika, a ne, ja, čakajte, no. Samo da veste, to je bil zdaj sovražni govor, ne. To je zdaj na temo medijskega zakona, ne, to je bil sovražni govor, ne. Jaz bi se zahvalil najprej našemu današnjemu spoštovanemu gostu, gospodu Pavletu Ravnohribu, da ste si vzeli čas, da ste bili z nami in nam na tako zanimiv način povedali marsikaj, česar tudi nismo še vedeli, nekatere stvari smo že, ampak zelo lepo je z vami klepetati, še veliko časa bi radi z vami klepetali in upam, da se še kdaj vidimo. Jaz z veseljem, ne, jaz samo to, prej ste omenili Matica Vidica, z Maticem res hodiva zdaj po slovenskih župnijah, on je, bi rekel, diakon, stalni diakon v novomeški škofiji, je tudi terapeut in on bolj iz te, bi rekel, osebnega doživljanja vere, ampak podnaslov je pričevanje o veri, a ne. Zdaj jaz ne vem, če kdo pričuje veri, potem jaz tudi pričujem o veri, ne. Ampak moja pokojna mama je bila prepričana, da bom jaz prišel v pekel. Tako da veste, da tudi jaz nisem ne vem kakšen kristjan, sem pa. A veste, meni je, bi rekel, 10 božjih zapovedi in pa evangeliji, Jezusovi evangeliji so meni vodila v življenju.
Sem pa prepričan, da se me bo sveti Peter ustrašil, ko me bo zagledal in bo upal, da bo mečkam priškrtnil vrata, ampak če bo, ne vem, upam, da mi bo uspelo priti noter. Saj veste, no, vsi smo samo iz mesa in kosti. Je pa res, veste, javni osebi pričevati vero ni enostavno. Pardon, katoliško vero, ne? Katoliško vero, ne? Bomo še kaj rekli v predverju ob kozarčku. Hvala tudi vam, ker ste si vzeli čas in še enkrat seveda zahvala Pavletu Ravnohribu. Tudi v mojem imenu hvala za krasen vpogled v spredje in ozadje te gledališke umetnosti in sploh umetniške scene. Hvala lepa. Še enkrat vabljeni, da se včlanite v VSO in vabljeni na podpis za referendum. Še eno vabilo, 11. marca, tudi tukaj v veliki dvorani bo naslednji goriški večer Štuhec, bo predstavil svojo zadnjo knjigo. Lepo, lepo vabljeni.